Živjo, pokazal vam bom dve vrsti prebojev. Prvi je breakout ali preboj, drugi je false breakout ali lažni preboj. V današnjem videu vam bom pokazal razliko med breakoutom in med false breakoutom. Breakout je preboj, false breakout je pa lažni preboj. In recimo v tem primeru evro, novozelandski dolar, lahko vidimo, da je cena v padajočem trendu, naredi lower low, naredi lower high, kakor smo rekli, to vedno označimo, lower low in pa lower high. Da še malo podaljšamo, da boste videli, kje je dejansko false breakout, najverjetneje ga že vidite. False breakout. Zelo veliko ljudi pričakuje, glede na padajoči trend, da bo cena naredila nov lower low in nadaljevala v padajočem trendu. Ok, kot lahko vidimo, se cena vrne nazaj v range oziroma konsolidacijo in na koncu dejansko tudi prebije resistance, naredi higher high in pa higher low. Spet označimo higher high in pa označimo higher low. Cena se nato odbija od supporta in rezistansa, smo v rangeu oziroma konsolidaciji, dokler ne prebije rezistansa oziroma strukture in strmo nadaljuje v naraščajočem trendu. Več primerov vam pokažem v kratkem in pa tudi, kako se izogniti false breakoutu in kako ga odtrgovati. Zelo lep primer breakouta in false breakouta na Bitcoin dolar. Spravi, cena naredi higher high in pa higher low. Označimo higher high in pa higher low. Od tukaj nadaljuje, se pravi naredi breakout in pa retest. Naredimo higher high in pa higher low. Zdaj pa, najverjetneje že vidite, tukaj sta zdaj dva false breakouta. Prvi false breakout in pa drugi false breakout. Večino trgovalcev pričakuje, da bo cena naredila nov higher high in pa nadaljevala v naraščajočem trendu. Cena je naredila preboj, ampak se je vrnila nazaj v range. Potem je pa naredila false breakout v sell, pometala ven vse traderje, ki so imeli odprte pozicije za buy. Veliki playerji ne želijo ravno metati denarja stran, ampak ga pobrati od večine retail trgovalcev. In v tem primeru, ko imamo nek lep range in uptrend, so pričakovanja za nov higher high visoka, zato veliko ljudi postavi stop loss pod strukturo. Tukaj je večina stop lossov. In kaj se zgodi? Velik player proda, spusti ceno, pobere stop losse, vrže z marketa večino kupcev in potem brez njih nadaljuje svojo pot. Zelo podobno kot na Bitcoin dolar imamo tudi na Ethereum dolar zelo lep primer breakouta in false breakouta. Cena je v naraščajočem trendu, naredi higher high in pa higher low. Označimo higher high in označimo higher low. Od tukaj cena nadaljuje, naredi breakout in pa retest nazaj do supporta. Označimo higher high in higher low, ker je bil retest, ostane enak. Od tukaj cena naredi breakout, ki pa je v tem primeru false breakout, saj se cena vrne nazaj v range. In v tem primeru je to false breakout. Od tukaj naprej
naredi še en false breakout, zato da pomeče ven večino trgovalcev, ki imajo odprte buy pozicije. In to se zgodi tukaj. V močnem trendu večina trgovalcev postavi stop losse pod strukturo. Se pravi, v tem primeru postavijo stop loss nekje tukaj. In velik player proda, ceno spusti, vzame stop loss in potem nadaljuje svojo pot brez večine trgovalcev. Šolski primer naraščajočega trenda in pa breakoutov. Se pravi, imamo naraščajoči trend, cena naredi higher high, higher low. Označimo higher high, ki je v tem primeru resistance, in pa higher low, ki je v tem primeru support. Nato cena prebije strukturo in naredi naslednji higher high in pa higher low. Zopet označimo higher high, ki je v tem primeru resistance, in pa higher low, ki je support. Cena se nato odbija od supporta, pride do rezistansa, od rezistansa do supporta in od supporta končno prebije strukturo in naredi higher high in pa higher low. Higher high in higher low, ki je v tem primeru support. Naslednji primer je avstralski dolar na 4-urnem časovnem intervalu. Cena je v padajočem trendu, označimo support in resistance, zadnji support in pa resistance. Kot lahko vidimo, je cena naredila lower low, lower high, od tukaj je prebila strukturo, naj bi naredila naslednji lower low, vendar se je vrnila nad prejšnji lower low in pa lower high. Se pravi, v tej fazi je naredila higher high, zato je v tem primeru to false breakout. In dejansko ne moremo tega označiti kot lower low. Za konec bom pokazal še en primer na eksotičnem paru dolar-turška lira. Cena je začela, naredila je nov lower low, lower high, od tukaj je nadaljevala in naredila naslednji lower low, lower high, naslednji lower low, lower high, označimo lower high in pa lower low. Zdaj najbrž vidite, kje je prišlo do false breakouta. Prišlo je tukaj. Zakaj sploh pride do false breakouta? Zgodi se namreč iz dveh razlogov. Prvi razlog je, da big player kupi po boljši ceni. Drugi razlog je pa, da big playerji pomečajo oziroma zaprejo večino pozicij od prodajalcev. Namreč vemo, da cena je v padajočem trendu in retail traderji pričakujejo, da se bo zgodil novi lower low, lower high, lower low in cena bo nadaljevala v smeri padajočega trenda. Big player pa počaka, da pride v igro večina prodajalcev, ki imajo stop losse ponavadi postavljene nad supportom oziroma bolj konzervativni nad prejšnjim rezistansom. V tem primeru, kakor lahko vidimo, ko je prišlo do false breakouta, so big playerji ceno potisnili nad vse supporte in rezistanse, s tem pa zaprli pozicije večini prodajalcev.